Dober dan in lepo pozdravljeni na Alumniteki. Za vse tiste, ki ste tukaj prvič, Alumniteke so pogovori z alumni Univerze v Ljubljani za alumne Univerze v Ljubljani in seveda za vse ostale, ki vas te različne teme, ki jih obdelujemo v Alumnitekah, zanimajo. Preden začnemo, bi vas samo obvestila, da se dogodek snima, tokrat tudi video, ampak snima se pogovor, ne občinstva. Je pa tudi z nami fotograf, ki bo posnel kakšno fotografijo, ampak boste občinstvo od ozadja, tako da ne bojo vidni vaši obrazi. To je to, vabljeni k poslušanju. Jaz imam pa vedno tako lepo nalogo, da začnemo uradno ta pogovor, oziroma, pogovor. Se pravi, lepo pozdravljeni na pogovoru Alumniteka, to je pogovorov z alumni Univerze v Ljubljani za alumne Univerze v Ljubljani. Danes bomo govorili o slovenščini v digitalni dobi, kaj slovenščina potrebuje, da bo v digitalnem okolju lahko enakovredna večjim jezikom. Zdaj govorili bomo o jezikovnih virih, opisovanju jezika, raziskovanju jezika, tehnologijah in njegovi uporabi. Kaj bi iz tega pogovora kot vira za raziskovanje videli jezikoslovci in kako bi jim ga najprej računalničarji obdelali, da bi to lahko videli. Zato so z nami docent dr. Slavko Žitnik z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, tudi alumen te iste fakultete. Dober večer. Dober večer. Docentka dr. Tadeja Rozman z Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in alumna Filozofske fakultete. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Doktorica Kaja Dobrovoljc z Filozofske fakultete in Inštituta Jožef Štefan, alumna Filozofske fakultete. Dober večer. Dober večer. In še dr. Jaka Čibej iz Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštituta Jožef Štefan, alumen Filozofske fakultete. Še lep pozdrav vam. Dober večer. Moje ime pa je Renata Dacinger in sem alumna Fakultete za družbene vede. Zdaj, upam si trditi, da smo se danes že vsi srečali prav s tem, o čemer bomo govorili, z slovenščino v digitalnem okolju, in zdaj za to ogrevanje bom vsakega od vas, pa boste lahko kar vi začeli, ker imate mikrofon, vprašala, kje ste se srečali danes ali pa uporabljali danes slovenščino v digitalnem okolju. Mogoče za začetek lahko jaz rečem, da sem pisala tekst v Wordu in mi je računalnik oziroma računalniški program ali pa karkoli drugega, boste me potem popravili, popravljal in me opominjal na napake, pa verjetno je tudi v telefonu kaj takega. Kje ste se vi srečali s tem? Jaz v bistvu sem mogel prevesti en kratek sestavek besedila, ki je bil v slovenščini, v nek drug jezik za naše mednarodne partnerje pri enem projektu, tako da sem v bistvu uporabljal strojni prevajalnik, na primer. Ja, tudi jaz vsakodnevno največ uporabljam te zelene tehnologije, črkovalnike, prevajalnike, pregledovalnike. V bistvu tehnologija, ki jo pa najpogosteje uporabljam najdlje časa, so pa spletni iskalniki, kot so Google, Bing in podobno. Tudi to je tehnologija, ki temelji na razumevanju jezika. Doktorica Rozman, kaj novega, kaj drugega ste vi uporabili? Jaz sem tudi prevajala iz slovenščine v angleščino in sem si pomagala s prevajalnikom. Ne pa samo s prevajalnikom, potem sem seveda, jaz nisem anglistka, tudi slovenisti moramo znati angleško, pa vendarle se ne počutim pretirano domača. Pa prevajala sem neko izrazoslovje, ki mi ni pretirano domačega, ne poznam. Tako da sem šla potem še vprašati ChatGPT-ja, a tole, kar sem jaz zdaj dobila, je v redu, a je to v akademskem stilu. Potem sem vrgla še v eno tako orodje, ki mi je prav tako pregledalo, če je akademsko, to neka akademska angleščina, pa potem še nisem bila čisto prepričana, če je vse v redu. Pa sem šla še brskati v spletne slovarje, enojezične, dvojezične, in po Googlu sem brskala malo o terminologiji, tako da sem si kar pomagala in prišla do nekega rezultata takega, da sem si upala tisto poslati naprej. Doktor Žitnik, pa vi?
Tudi jaz sem uporabljal prevajalnik, danes za slovenščino. Me je pa v bistvu, ko sem pisal besedilo v slovenščini, predvsem motilo, da sem mogel izklopiti jezik, ker na Macu ni podprta slovenščina, recimo Office paketu. Odlično. Zdaj, iz teh vaših odgovorov smo pravzaprav videli, o čem vse se bomo danes pogovarjali, po drugi strani pa mi je bilo kar lažje, da si tudi vi pravzaprav pomagate z vsem tem orodjem s prevajalniki, ker včasih sem sama imela občutek, da ker si s tem prevajam, pomagam, obenem to mogoče pomeni, da pravzaprav ne znam dovolj dobro. No, mogoče se bomo tega predsodka danes znebila. Začeli pa bomo mogoče z eno tako zanimivostjo, ki bo tudi pokazala na širino vseh teh raziskav, ki jih imamo o slovenskem jeziku. Imamo jezikovni sledilnik, s katerim gledate pogostost uporabe besed, dr. Čibej. Ampak preden boste pravzaprav odgovorili, kaj to je, sem želela vprašati publiko, kaj mislite, katere besede so se leta 2023 najpogosteje uporabljale v slovenščini, slovenske besede. Mogoče, če vam kaj pade na pamet. Ko sva midva o tem govorila, sem jaz pravzaprav rekla beseda predsednica in ste rekli, da je ena izmed tistih. Imate zdaj mogoče še kakšno idejo? Je kot... Ja, v bistvu sprašujemo za tiste besede, ki so najbolj tipične za leto 2023 v primerjavi s prejšnjimi leti. Ni neka tipična beseda, zato ker uporabljamo praktično vas cajt. Tako da nekaj, kar je zelo zaznamovalo leto 2023. Prosim? Ja, blizu, ampak ni na prvem mestu. Bravo, kdo rekel? Aha, okej. Ujma je na prvem mestu, ja. Prvo mesto je ujma. Drugo mesto je pa mogoče nekaj, kar je presenetljivo, pa niti ne toliko zelo. Ampak nima veze s poplavami ali pa iz vojne v Ukrajino, pa karkoli. Na drugem mestu je nutrija. In po mojem bolj zaradi tega, ker pač prej tukaj nič noben ni govoril o nutriji, zdaj je pa taka kolaboracija glede teh nutrija, res nekaj tipično. In ja, jezikovni sledilnik, če kar nadaljujemo, je v bistvu jezikovni vir, ki smo ga razvili na Centru za jezikovne vire in tehnologije, in če vtipkate v brskalnik jezikovni sledilnik, ga boste dobili. Trenutno so pač informacije za leto 2022 in v teh dneh se pa posodabljajo, da bojo pač te najnovejše informacije gor. In prikazuje v bistvu s takimi letnimi grafiki, kako se te besede uporabljajo skozi leto, kjer mesec je bil bolj pogosto, manj pogosto in tako naprej. Tako da tu je en tak jezikovni bombonček, je kot neka zanimivost za vse tiste, ki vas zanima, kaj se pač v jeziku dogaja oziroma od katerih stvari najbolj govorimo. Mogoče lahko poveste malo več, kako pravzaprav deluje sledilnik, katere vire gledate, kako te vire obdelujete, da si pravzaprav lahko predstavljamo tudi vse tisto delo za besedama sledilnik. Ja, sledilnik v bistvu temelji na korpusu, se pravi na zbirki besedil, od tega bomo tudi kasneje govorili. In sicer zajema besedila iz več kot 100 različnih virov na spletu, naprimer Slovenska tiskovna agencija, pa RTV Slovenija, pa tudi kakšni taki malo manjši portali, mislim, da je celo Biba Lede je zraven, pa zadovoljna.si, vse, kar si lahko pač predstavljate. In neke tipalke imamo in papiramo ta različna besedila in opazujemo, kako se raba besed spremenja skozi cajt. In tu bolj prikazujemo noter v sledilniku. Zdaj, ali pravzaprav ta sledilnik pove več o jeziku ali pravzaprav več pove o družbi, o tem, kaj se pravzaprav v družbi dogaja? Kaj lahko rečete? Mislim, se jezik pa družba sta itak prepletena, z jezikom komuniciramo in izražamo to, kar se pač dogaja v družbi. In zdaj mogoče ta analiza prav po posameznih besedah je, se sem rekel, je samo nek bombonček, je samo neka taka osnovna zadeva. Bolj zanimivo rade takrat, kada začneš gledati kombinacije besed, recimo, če bi recimo, pred cajtom smo imeli recimo ta primer, ki smo opazovali, če se pogosteje uporabljajo družbena omrežja,
družabna omrežja, družbeni mediji, družabni mediji, socialni mediji. To je celo zmešnjava kot tega, nikoli nobeden ne ve točno, kaj bi uporabil. In smo naredili tak graf iz korpusa in smo opazili, da recimo tam leta 2010-2011, ko se je tu začelo malo bolj v družb razširjati in uporabljati, je bila totalna zmeda, se v bistvu vse uporabljalo na enako pogosto. Potem se je pa nekako ustalilo, da se reče družbena omrežja. To druge so pa pol nekako malo zatonile. Socialni mediji, mislim, da jih praktično ni. Tako da zdaj nekako tekmujeta mogoče še družbeno omrežje, družabno omrežje. Tako da prek tega lahko mogoče tudi pol opazujemo, kako se jezik prilagaja in spremenja in tako naprej. Zdaj, vi ste uporabili besedo en tak mali bombonček, samo nekaj, res zelo majhen del vsega tega, kar raziskujete. Doktor Žitnik, pa bi vas vprašala, kakšno je nasploh stanje tehnologij za slovenščino? Ji grozi digitalno izumrtje, oziroma kaj je digitalno izumrtje, oziroma kaj vse počnemo za to, da se to ne bi zgodilo? To sem naštela kar 4 vprašanja. Če bomo še vedno delali naprej na slovenščini, nam izumrtje zagotovo ne sledi. Moram pomeniti, da stališče razvoja tehnologij je bil uspešen projekt razvoja slovenščine v digitalnem okolju, kjer se je razvil kar nekaj virov in tehnologij. In tudi skupina Marka Robnika Šikonje, ki je tukaj v publiki, je pripravila jezikovni model prejšnje generacije, ki je v bistvu en izmed glavnega dela arhitekture, ki se lahko uporablja za razna orodja, ki so bila tudi v tem projektu predstavljena. Tako da mogoče je s tem v današnjem času, kar se tiče razvoja tehnologij, pomembno to, da je treba razviti infrastrukturo, ki nam bo omogočila, da razvijamo aplikacije za posamezne jezike. In recimo infrastruktura so jezikovni modeli. In tudi trenutno na fakulteti poteka projekt, da se gradi velik jezikovni model, ki bo potem omogočil razne pomočnike, aplikacije, klepetalnike in tako naprej. Ampak pomembno je za poudariti, da ta infrastruktura je seveda zelo pomembna za gospodarstvo, da sploh lahko karkoli naredi nad jezikom. Torej slovenska podjetja in tuja podjetja. In zaenkrat se, kot se dogaja, to infrastrukturo zagotavljajo univerze, fakultete. Seveda na svetovnem nivoju so pa tukaj velika podjetja, korporacije, ki imajo dovolj denarja, da lahko prvi gradijo takšne modele. Tako da upam, da bo prihodnost slovenščine svetla. Zdaj, na eni strani ste tisti, ki razvijate tehnologije, na drugi strani pa ste jezikoslovci. Doktorica Dobrovoljc, kako zdaj vi pravzaprav pri razvoju sodelujete, pomagate? Mi jezikoslovci smo v bistvu v tem procesu ponavadi zraven predvsem na začetku in koncu razvoja neke tehnologije, nekega računalniškega programa. Ker smo tukaj predvsem v vlogi razvijalcev jezikovnih virov, ki jih potrebujemo, bodisi da naučimo te modele, o katerih je Slavko govoril, bodisi da neposredno na njih učimo neke druge tehnologije ali pa neposredno jih uporabljamo v nekih tehnologijah. Skratka, da gradimo neke podatkovne baze, na podlagi katerih se računalniki učijo tega, kako jezik deluje, oziroma gradijo neko svoje razumevanje jezika. In te jezikovni viri so lahko bodisi besedilne zbirke, ki so bile danes že omenjene, nekega splošnega jezika, čim bolj obsežne, lahko so zelo specializirani to korpusi oziroma te zbirke, recimo za določeno področje, za akademsko slovenščino, za starejšo slovenščino, za govorjeno slovenščino in tako naprej. Lahko so to neki slovarji, neki leksikoni, neki manjši korpusi, ki smo jih ročno označili z različnimi drugimi vrstami podatkov, za katere menimo, da lahko morda pomagajo računalnikom pri razumevanju tega, kako jezik deluje. Skratka, predvsem dodajamo neko jezikoslovno znanje v ta proces in hkrati, ko tehnologija opravi svoje delo in je pomembno tudi vedeti, kako dobro deluje, v čem je dobra, v čem ni dobra, na kakšen način bi jo bilo možno izboljšati. In tukaj smo tudi jezikoslovci
veliko krat zraven, je pa res, da tako kot se spreminjajo tehnologije, se spreminja tudi vloga jezikoslovcev oziroma tipi virov, ki jih potrebujejo te tehnologije, a ne? In to se dogaja tudi danes. Zdaj, omenili smo že besede korpus, pa zbirke besedil in mogoče bi pravzaprav pogledali kar ta največji referenčni korpus slovenskega jezika, imenovan Gigafida. Zdaj, kaj je to, kaj vse zajema? Ja, Gigafida je res referenčni korpus, neka primadona jezikovnih virov. Najstarejši, mogoče jezikovni vir z najdaljšo tradicijo, največja, najbolj skrbno dodelana, skratka ogromna zbirka besedil sodobne pisne slovenščine, se pravi besedil, ki so nastala nekje od osamosvojitve do 2018, se mi zdi, da je zadnje leto, zajema, vsebuje več kot 35.000 besedil iz časopisov, revij, spletnih novic, knjig, učbenikov, pač vsega, kjer se standardna, recimo knjižna slovenščina dogaja. Skratka, ena velika zbirka skrbno uravnoteženih besedil, ki lahko koristi jezikoslovcem pri njihovih raziskavah. Marsikakšnim drugim poklicom, veliko jo uporabljajo novinarji tudi, prevajalci, lektorji, pa seveda tudi tehnologija. Mislim, da če si imel prej s tistim modelom v mislih Sloberto, no, je recimo bila prav naučena na Gigafidi, pa še par drugih takih pomembnih korpusih za slovenščino. Skratka, to gre za slovensko različico Googlovega modela BERT, ki je za razliko od Googlovega, ki je bil naučen na več kot 100 jezikih, bila prav prilagojena za slovenščino in pri marsikateri nalogi, kjer je bil ta model uporabljen, je dosegala bistveno boljše rezultate kot ta Googlov model. To je recimo en primer uporabe tega korpusa v tehnologijah. Mogoče še ostanemo nekako tudi pri teh tehničnih podatkih. Ljudje imamo zelo radi številke, koliko besed je v tem korpusu, potem kaj pomeni pravzaprav različica, kaj pomeni pojavnica, to sta dva termina, ki se pravzaprav tudi uporabljata. Ja, res je. Se pravi, pojavnice je preprosto število besed, ki jih vidimo, ko pogledamo neko podatkovno množico, ne glede na to, ali so med seboj enake ali različne. In teh, recimo, Gigafida vsebuje 1 milijardo. Različnice pa samo pomeni, koliko različnih besed je v bistvu v našem korpusu, kar mislim, da konkretno za Gigafido je recimo okoli 5 milijonov različnih oblik, seveda pa slovenščina kot morfološko zelo bogat jezik, ima ena beseda, kot je miza, en kup oblik, ko jo začnemo sklanjati. Tako da teh je pa tudi, mislim, da veliko, 2 milijona, no, sicer pa nasploh velja za jezike, da imajo recimo med pogosteje uporabljenimi besedi je ponovadi par 100.000 različnih besed, v slovarju slovenskega knjižnega jezika recimo jih imamo popisanih okoli 100.000. Ampak zanimivo pa je, ko se pojavi neka nova beseda, o tem še pa pravzaprav danes nismo govorili, kaj se takrat dogaja z njo, dr. Čibej. Pravzaprav ne more kar takoj v ta korpus Gigafida. Ja, načeloma je tako, da Gigafida, tako kot je Kaja rekla, je zelo kontroliran korpus, zato ker se šteje, da je tu pač res referenčni korpus in imamo pač radi pod kontrolo. In nova besedila, ki prihajajo pa vsak dan se objavljajo članki, tako kot prej, kot sem rekel, za sledilnik, gre pa v bistvu v en drug korpus, ko se mu reče spremljevalni korpus, in tega smo v bistvu za slovenščino prvič dobili lansko leto in se imenuje Trendi. Se pa posodabljajo načeloma vsak mesec, mi pač pobiramo ta besedila iz različnih portalov. Se pravi, če se neka nova beseda pojavi, tako kot je bil COVID, naprimer, pred pandemijo te besede enostavno ni bilo, in se začne pojavljati na teh različnih koncih, v različnih medijih, v različnih besedilih, mi ta besedila zajamemo in pol iz strojnim procesiranjem teh besedil zaznamo, da se očitno pojavlja neka nova beseda COVID, in da lahko pač tu pol vključimo naprej v druge vire. Načeloma zdaj, odkar imamo spremljevalni korpus, je delo tak, da spremljevalni korpus recimo pokrije zadnje 2 let,
recimo zdaj 22-23, in pol, kadar se to nekaj izteče, kadar je cajt za narediti novo različico Gigafide, premaknemo stvari iz korpusa Trendy v novo različico Gigafide in pol naprej posodabljamo korpus Trendy, tako da se v bistvu nekako dopolnjujeta oba korpusa. Ne? Kako pa se pravzaprav ta besedila zajemajo? Ste pravzaprav vi pravi naslov za to ali doktor Žitnik? Kako se pravzaprav to? Včasih je verjetno to bilo ročno, je nekdo moral vse ročno obdelati. Kako se pravzaprav to počne danes? Ja, mislim, tako me še tako dopolnil. V bistvu na roke na vinče je kdo to dejansko delal, ker to je tukaj naredila iz tem, da ni šans. Tako da to je že kar hitro na tehnološki način, pač takrat sem prej rekel, v bistvu imaš pač neka programska oprema, ki ima neke tipalke in preverja vsak dan, tukaj je tu pa tu bilo objavljeno, ne, in lahko pač poberemo. Zdaj, tukaj moram poudariti, da tukaj ne gre za neke botalne, skrite zadeve, da mi zdaj krademo tam besedila, ne, to je treba imeti dogovor iz besedilodajalci, da se pač strinjajo in dovolijo, da uporabljaš titulga gradnega korpusa. Tako da tu je pač že stara tehnologija, no, ni nekaj ful nova, ne, pobiranje besedil iz splita. Mogoče Slavko, če bi še ti kaj dodal. Ne vem, če treba, po moje, dosti v redu. Odlično, dobili ste oceno 5. Zdaj, to je, rekli smo, to je naš Gigafida, je naš najpomembnejši korpus, ni pa edini. Omenili ste korpus Trendy, potem imamo pa še več enih takih specializiranih korpusov, bi lahko rekla. Doktorica Rozman, vi ste sodelovali pri korpusu Šolar. Zdaj, kakšen pa je to? Ja, ta korpus je bistveno manjši. Zajema pa besedila, avtentična besedila, ki so jih učenci osnovnih šol, pravi od 6. oziroma večinoma od 7. do 9. razreda osnovne šole in dijaki pisali pri pouku. Skratka, gre za korpus pisnih šolskih besedil. Zakaj pa smo mi to zbirali, verjetno zdaj, kaj bomo počeli s temi besedili? Narejen je bil z namenom raziskovanja pisne jezikovne zmožnosti učencev. Skratka, ta korpus nam omogoča opazovati, kaj se dogaja s pisanjem. Predvsem, ko smo to gradili, že davnega leta 2009-2010 smo začeli izgradnjo tega korpusa, prva verzija je bila potem, mislim, da objavljena leta 2011, z namenom detektirati najpogostejše napake pri pisanju. In mogoče lahko kakšne podatke poveste, kaj je tisto, kar ste pravzaprav videli, kaj zanimivosti? Ja, zdaj tako je. Tukaj se zgodba seveda ne konča. Mi smo takrat zbrali precej besedil, pa jih potem vključili 2700 in še nekaj, kar je bilo za naše raziskave takrat to kar veliko, približno 1 milijon besed. Ta korpus je danes večji, ker smo ga potem nadgrajevali. Nekako smo zajemali besedila iz različnih delov Slovenije, različnih regij, potem po različnih tipih srednjih šol in tako naprej. Želeli smo raziskovati podobnosti in različnosti, ki se dogajajo na različnih stopnjah šolanja. Kaj smo ugotovili? V začetku je bil ta korpus predvsem namenjen temu, da pripravimo pedagoško slovnico, s to idejo, da se ne bo ta slovnica lotevala nekega opisa, metaopisa jezika, ampak da bi v didaktiko slovenščine vnesla drugačen pogled. Se pravi, dajmo se ukvarjati s stvarmi, ki so problematične, ki so dejansko problematične v šoli, specifično pri pisanju, ker nam to ta korpus omogoča, raziskave. Pa potem morda iz tega gradimo to metajezikovno znanje. Tako da je bila narejena ena taka dosti podrobna analiza napak, pogledali smo, kje so najpogostejše napake in potem se je pač pripravil ta vir.
Želja pa je seveda tudi bila in na tak način se je korpus uporabljal tudi naprej, a ne, da je to en dober vir informacij oziroma vir podatkov, ki jih lahko uporabljaš tudi v različnih jezikovnih virih, učbenikih in tako naprej. Še ena reč, samo da ne bom predolga, ta korpus je majčkeno specifičen tudi zato, ker smo poleg besedil dobili s temi besedili tudi informacije o tem, kako poteka podajanje povratne informacije na ta besedila, se pravi učiteljski popravki, kar je tudi izjemno pomembna informacija, tudi ne samo za didaktiko, ampak tudi za gradnjo potem morebitnih nekih novih jezikovnih orodij, ki bi lahko pomagala pri pouku slovenščine. Ravno pred nekaj dnevi je bila objavljena novica oziroma rezultati zadnje raziskave PISA, pri kateri sodelujejo 15-letniki iz 83 držav. Pri mladih iz slovenskih šol kažejo na splošen upad tako pri matematični, kar nas danes tako zelo ne zanima, kot tudi pri bralni pismenosti, pri čemer je Slovenija je tudi zadnja pod povprečjem članic OECD-ja. Lahko mogoče karkoli komentirate tudi o tem, to verjetno težko povežete z vašim korpusom? Težko povežem s korpusom pač neposredno. Bralna pismenost je nekaj drugega kot pisna jezikovna zmožnost. Seveda pa, če pogledamo stališča pouka jezika, pa usvajanja znanj o razumevanju in tvorjenju besedil, sta to dve dejavnosti, ki gresta z roko v roki, a ne. Če bomo mi znali ustrezno učiti pisanje, ozaveščati, kaj z jezikom pravzaprav počnemo pri pisanju, kako gradimo jezikovni smisel, kako je pomembno pri tem vse od tiste, kaj naj rečem, recimo od pravopisne zmožnosti ali znanja pravopisa do znanja na višjih taksonomskih ravneh, a ne, gradnje jezika, potem bomo ozaveščali tudi postopke, ki so pomembni pri razumevanju besedil, kar se je izkazalo, a ne, zdaj za zelo problematično. To je seveda samo en vidik, zadeva je kompleksna, tako da mogoče samo to, da ne gremo predaleč od današnje teme. Ja. Mogoče bi še samo omenili, da razvijate tudi korpus študentskih besedil, kar pomeni, da boste podobne stvari gledali pri študentih. Še en zanimiv korpus je zame zelo zanimiv, pa je korpus Janes, ki pa zajema tvite, zapise na forumih, nelektorirano spletno slovenščino in bi lahko rekli, da pravzaprav kaže znanje slovenščine med odraslimi. Se pravi, še naprej imamo osnovne šole, študente in še potem odrasle. Odrasli pišejo v zelo različnih medijih, v zelo različnih okoliščinah, to je zgolj en vidik te jezikovne zmožnosti, a ne. Zagotovo jezik živi tudi na spletu, v teh manj formalnih okoliščinah, se pa obnaša precej drugače kot recimo, ne vem, ko piše odrasel človek pis, elektronsko pošto in tako naprej. Kaj pa potem recimo kaže ta korpus Janes? To neformalno komunikacijo? Ja, kaže en tip komunikacije in ja. A hočete kaj konkretno, kaj so raziskovalci? Mogoče, doktor Čmej? Jaz bi mogoče samo to še dodal. Ta korpus je dragocen predvsem z tega vidika, ki pa kriva določene vidike te komunikacije, ki jih drugod enostavno ne najdemo. V korpusu Wikipedija ali pa v korpusu Trendi, kakor sta pač velika in dobro narejena in vse, mislim, praktično ne bomo nikoli videli besede, ne vem, za štihati ali pa špohtl ali pa neki, a ne. Medtem, če pa gledamo korpus Janes, pa te besede vidimo, a ne, in lahko dobimo recimo v kakšnem kontekstu se uporabljajo. Tako da tudi tu je slovenščina, tudi tu je del slovenščina, ne, in mislim, se mi zdi, da tako tradicionalno gledano, zelo puristično, pa smo rekli, takih besed ne bomo uporabljali, verjetno se tudi nad mano danes zahraža, ker pač ne govorim standardno, ne. Ampak tu je lih tak en vidik slovenščine, ki ga je treba ohraniti in zato je korpus Janes pač pomemben. No, če se strinjate, to drugi tudi. Da ne se strinjamo.
Zdaj bi pa pravzaprav prej ste že omenili, doktor Žitnik, nekako vi ste omenili besedno zvezdo jezikovni modeli. Nekako smo zdaj rekli, če pravzaprav prav razumem, da najprej so nekako neka osnova, potem pa so jezikoslovci, ki naredijo neko osnovo oziroma imajo ta jezikovni del, računalničarji pa potem razvijate iz tega naprej tudi jezikovne modele. Kaj so pravzaprav jezikovni modeli in ali sem pravzaprav prav povzela? Ja, nekako tako. Se pravi, sigurno je prvi korak, da zberemo dovolj veliko količino besedil, ki jih lahko potem uporabimo, da lahko naredimo kakršnokoli orodje. In če govorimo zdaj o jezikovnih modelih, lahko rečemo, da je to nek model, neko orodje, ki zna napovedovati naslednjo besedo. Torej, jezikovni model potrebuje ogromno količino podatkov in učimo ga lahko na način, da mu podamo nekaj besed in ga potem vprašamo, katera bi bila naslednja beseda. In potem, ko mu na tak način podajamo ogromno količino besedila, se potem ta jezikovni model nauči nekega znanja o posameznem jeziku, posameznih besedah, pomenske povezave in tako naprej. Ampak mogoče jezikovni model še ni ChatGPT, če mogoče to, kar je povezano z vprašanjem, ker v bistvu jezikovni model je osnova, da lahko potem ustvarimo nek klepetalnik. Če zdaj primerjamo s temi tehnologijami, ki jih uporabljamo, klepetalniki, razna generativna umetna inteligenca, je osnovni model, ki je naučen, je osnova, ki se ga potem prilagodi nad specifičnimi korpusi, ki so bili že prej omenjeni, in primer specifičnih korpusov so odgovori in vprašanja, kjer se jezikovnemu modelu potem poda neko množico, recimo 50.000 do milijona, recimo, vprašanj in odgovorov, in se potem modelu na vhodu poda vprašanje in se ga vpraša, napovej naslednjo besedo. In če on vidi trenutno vprašanje, bo poskušal na podlagi teh svojih povezav, ki jih ima v modelu, napovedati naslednjo besedo. In potem, ko napove, ima spet na vhodu vprašanje in to prvo besedo in mora napovedati naslednjo besedo. In tako v bistvu nam odgovori na neko vprašanje. Tako da, to je nekako druga stopnja, tretja stopnja potem pa še ta, da v bistvu, če boste kakšen klepetalnik vprašali, da naj vam pove šalo o ženskah, bo rekel, tega ne bom povedal, potem boste vprašali, povej pa o moških, to pa ni problema, to bom pa povedal. Je pa to, to je pa tisti dodaten vidik, kjer je nad tem potem še dodaten model razvit, ki v bistvu skrbi za to, kaj model sploh lahko odgovarja, da ga v bistvu malenkost prilagodi družbenim razmeram, etiki in tako naprej. Ampak tukaj je potem spet lahko cela debata, je to prav ali ne in tako naprej. Zdaj rekli ste, da ChatGPT pa še ni, pa ni pravzaprav jezikovni model. Kaj pa potem je? V ozadju je jezikovni model, ampak je prilagojen na, recimo, odgovarjanje na vprašanja, mogoče uporabo več modalnosti, ker odvisno od verzije lahko tudi pripravi kakšno sliko in tako naprej. Tako da osnova je jezikovni model, ki je potem prilagojen posameznim nalogam. Spet rekli ste, da jezikovni modeli potrebujejo ogromno podatkov. Zdaj, kaj je ta številka? Ogromno. Ogromno vprašanj, ogromno odgovorov, drugih virov. Prvotni vir za jezikovni model so seveda samo besedila. In prej je Kaja omenila, da gigafida je velika, recimo, milijardo besed. Slowbirta model, ki smo ga naredili v preteklem projektu, ki sem ga že omenil, za enega je bilo uporabljenih približno 3,3 milijarde besed. Tej novejši modeli pa potrebujejo 500 milijard besed in tako naprej, 2000 milijard, ampak če pogledamo stanje za slovenski jezik, imamo trenutno nekje zbranih okoli 6 milijard besedil, ki bi jih lahko morda uporabili. Zdaj, pogovarjali pa smo se v skupini, da mogoče bi potrebovali nekje 50 milijard besedil v kombinaciji z drugimi besedili, da bi lahko zgradili nek manjši veliki jezikovni model, da bi bili primerljivi z drugimi angleškimi, ki jih poznamo. Tako da zdaj glavni fokus je pridobiti ta besedila v tem trenutku.
Pa kako pa lahko pridobite ta besedila? Že prej ste vi povedali, ne delujete v podzemlju, ta besedila pravzaprav morate pridobiti z nekim dovoljenjem. Tako je, torej, zdaj trenutno se pripravlja model, ki bo deloval na osnovi avtomatsko prevedenih besedil korpusov iz angleškega jezika, ampak kot vemo, če korpus prevedemo, to ni ta prava slovenščina. Zato potrebujemo pridobiti in se povezati z NUK-om, kjer je problem avtorskih pravic. Besedil tam je kar nekaj, ogromno. Potem pridobiti intervjuje besedila iz RTV Slovenija, STA ima tudi ogromno količino besedil, ki smo jih v bistvu pridobili za namene prejšnjega projekta, za odgovarjanje na vprašanja, ampak potem tistih besedil nismo smeli za karkoli drugega več nadalje uporabiti. Tako da besedila sicer so na voljo, ampak glede na to, da slovenščina ni tako zelo popularna kot angleščina, tudi tukaj je pomembna velikost, seveda, ne? Po drugi strani pa je slabost angleščine tudi to, da je zelo veliko pisateljev, ki niso pravi govorci, in je zaradi tega problem dobiti slovenska besedila, ker v angleščini recimo samo že, če pridobite spletna besedila, lahko dobite ogromno kvalitetnih besedil. Torej tudi kvaliteta je pomembna. Ni pomembno samo, da pridobimo besedila, mora biti kvalitetna. Mogoče bi se še vseeno malo ustavila pri ChatGPT, to je letos bila res zelo aktualna tema. Kaj pa je pravzaprav v ozadju tega? Kako deluje? Včasih slišimo, da pravzaprav vsi ti, ki to razvijajo, niti ne vedo popolnoma dobro, kako deluje, in potem se pravzaprav vsi ostali, ki tega ne poznamo, nekako prestrašimo. Kako pravzaprav vi tega ne veste? Verjetno veste, vendar ne čisto vsega. Mislim, to me je mogoče mene malo zmotilo, glede na to, da sem raziskovalec na tem področju, da takrat, ko se je to pojavilo, da je veliko raziskovalcev govorilo, zdaj pa ne vemo, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo. V bistvu vemo, kako zadeva deluje, ampak ne znamo točno razložiti teh povezav, ko so noter, ker vseeno te modeli, manjši, veliki jezikovni modeli imajo 7 milijard nekih povezav, večjih imajo 70 milijard in več. In mi razumemo, kako je ta mreža zgrajena, kakšni so podatki, ki so noter in kako se izračuna izhod. Pravi, enako lahko razložimo mrežo, tako kot lahko razložimo, kako človek odgovori na vprašanje. Lahko mu poslikamo stanje v možganih in potem vidimo, da so se nekatere stvari aktivirale. In ravno tako lahko z nevronsko mrežo prikažemo, katere povezave so se aktivirale, in lahko točno povemo, zaradi česa je potem na izhodu nek rezultat. Ampak ne znamo pa razložiti, zakaj točno, ker je tako velika količina povezav v ozadju. Torej, glaven problem je, da ne da se imamo tukaj karkoli zabati, ker pač vemo, kako stvari delujejo, ne moramo pa jih razložiti, tako kot pač tudi človeku ne moramo razložiti, zakaj nam je nekaj odgovoril. Ja, razumem. Se pravi, do zdaj smo nekako bili še na pisni slovenščini, imamo pa tudi seveda korpuse govorne slovenščine. Doktorica Dobrovoljc, kako se pisna slovenščina razlikuje od govorne? Ja, precej. Ta navezava ni tako, ta povezava iz velikih jezikovnih modelov in njihove nerazumljivosti na govor je kar logična. Bom skušala pojasniti v nadaljevanju. Ampak ja, govor si tako kot vse, od koga smo zdaj govorili, veliko v pisnem jeziku tudi zasluži svoje jezikovne vire, svoj opis, zato ker je res drugačen od pisnega jezika. Ne? Če pomislimo, govor je poln enih besed, ki se v pisnem jeziku ne pojavijo ali pa redkeje pojavijo, od narečnih do pogovornih in tudi do ene kopice besed, ki jih razen mogoče v jeziku socialnih omrežij nikoli ne bi zapisali, recimo besedice, ko so ja, no, ne vem, kaj že, pa tako, ampak tudi tale, se pravi, vse te v bistvu neke relativno pomensko izpraznjene, besedice, besedne zveze, s katerimi v bistvu si kupujemo čas, ko skušamo govoriti spontano, pod velikim pritiskom.
s katerimi skušamo držati to svojo rdečo nit, ki jo je težko držati v govoru, in s katerimi tudi blažimo to, kar hočemo povedati, pazimo na vse druge udeležence in podobno. Skratka, že besedišče je precej drugačno, pa tudi potem, kako te besede dajemo skupaj v govoru, tudi to je precej drugače kot v pisnem jeziku. Recimo, že če pogledamo, ne vem, transkripcije govora, s katerimi sama največ delam, je tam polno enih prekinitev, nedokončanih besednih zvez, nedokončanih začetkov izjav, ki jih začnemo, pa opustimo, pa zamenjamo, pa dodamo še kakšno besedo kasneje, tako da besedni red je popolnoma drugačen. Druge strukture, veliko več je eliptičnosti, se pravi, da izpuščamo stvari, ki so itak jasne med govorcem ali pa iz konteksta. Če vam nekaj ponudim in rečem, a boste, točno veva, o čem govorim, ampak ta a boste je tip povedi ali pa izjave, ki ga bomo redkeje srečali v pisnem jeziku. No, to samo za primer tega, da je govorjena slovenščina, drugače se sliši svoje vire. Jaz imam tako izkušnjo kot sogovornikom, kot novinarka pošljem izpisane njihove izjave, dobim najprej nazaj odgovor, upam, da nisem tako govorila. In potem vedno razložimo, da pravzaprav govorna slovenščina je drugačna od pisne, ampak da pač vedno naredimo transkripcijo takšna pač govora. Kakorkoli že, je eno tako lepo mašilo, ki je v govorni slovenščini in ki ga novinarji uporabljamo največkrat. Želela sem vas vprašati, kaj pa so pravzaprav viri za govorno slovenščino? Bi lahko bil naš današnji pogovor tudi vir za korpus govorne slovenščine? Absolutno. Točno takih virov, ki zbirajo to vrstne podatke, imamo precej, še toliko več po zaključku tega projekta, ki ga je Slavko že omenil. Recimo, ena izmed največjih baz je baza Artur, ki je bila narejena prav za namen razvoja tehnologij za razpoznavo govora v slovenščini. Vsebuje več kot 1000 ur posnetkov, to je res ogromno, in transkripcij. Če za občutek 1 minuta posnetka zahteva 1 uro transkripcij ročnih. Skratka, ogromna baza, ki je tudi dana pod zelo odprto licenco, se pravi, jo lahko uporablja vsako podjetje, ki želi razvijati tehnologijo na njem, vsaka raziskovalna inštitucija in tako naprej. To je Artur. Zdaj za jezikoslovne raziskave, kakršne so bile danes večkrat omenjene, ali pa za neke družboslovne, kot smo rekli, da jezik ni zanimiv samo za jezikoslovce, ampak je tudi odraz človeka, odraz družbe. Je pa eden izmed, nekako paralelno z Gigafido se je pojavil tudi referenčni korpus govorjene slovenščine GOS. Ta je pa recimo za občutek obseguje približno 300 ur posnetkov, 2 milijona besed. Je pa res skrbno izdelan bil z tega vidika, da vsebuje pogovore v najrazličnejših vsakodnevnih situacijah, s katerimi se srečujemo, od radijskih, televizijskih oddaj, seveda, ampak tudi od predavanj, posnetkov šolskih, sestankov službenih, obiska pri frizerju, pogovora z zavarovalniškim agentom, pogovora med prijatelji, v družini. Tako da res en bogat vir govorjene slovenščine, ki, tako kot sem rekla, se uporablja tako za jezikoslovne raziskave, za družboslovne, ampak tudi, mogoče to je ta navezava na to črno skrinjico, ki pravimo, o kateri veliko govorimo v tehnologijah, da govor je na nek način zelo neposreden, daje en neposreden odraz tega, kaj se v možganih dogaja. Tako da govorni viri so zelo zanimivi tudi za kognitivno znanost, nevroznanost, če hočete, se pravi, se veliko razvijajo, pa raziskujejo recimo za potrebe razumevanja tega, kako se sploh jezika učimo pri otrocih. Kako se govor spreminja, če pri določenih bolezenskih stanjih in podobno. To je tudi govor na svojem mestu. To je en del, ta drugi del pa je pravzaprav tudi za računalniško prepoznavanje govora. Dr. Čebej, kako vam pa pravzaprav za to služijo ti viri in ali so primerni samo ti ali tudi pisni? Ja, v bistvu tukaj je podoben problem, kot prej, ko smo imeli korpus Janesa, ko smo rekli, da določene stvari lahko dobiš sam iz nestandardnih korpusov. Isto, to, kot je Kaja rekla, govorjena slovenščina je zelo drugačna in vsi smo nekako živ dokaz za to, da se pač razlikuje. Jaz mogoče še malo dalj kot tu drug. No in
Se pravi, zato, da razvijamo neke, recimo, razpoznavalnike govora, ki lahko funkcionirajo tudi v takih situacijah, kadar človek govori malo dalj pa domače ali pa malo dalj nestandardno. Nujno nucamo pač tudi take vire, da lahko prilagodimo ta orodja, da delujejo na tem. Ne? Že, mislim, čisto banalen primer, kot sem prej rekel, za štikat, če enostavno te besede nimamo nikudar napisane, potem je tudi razpoznavalnik govora nikoli ne bomo mogli prepoznati in pa izpisati. Tako da je treba imeti tudi te govorne vire, zato da lahko pokrijemo v bistvu vse različne situacije komunikacijske, in te govorjene situacije so res zelo drugačne kot tiste pisne. Lahko si predstavljate, če poženete zdaj razpoznavalnik govora na doma, je to absolutna katastrofa. Zaradi tega, ker pač vsaka beseda čisto drugače izgovorjena, kakor če bi govoril standardno slovensko nekje. In malo je nerealno za pričakovati, da bomo zdaj pa rekli, ok, imamo razpoznavalnik govora za standardno slovenščino, zdaj se bo pa cela država vsakič, kadar bomo tli na telefonu nekaj pa eskati ali pa v štacuna jeti pa razpoznavalnik govora uporabljati. Zdaj se bomo pa prelevili v neke te sterilne RTV špikerje, zato da bomo lahko uporabljali. Tu se ni zgodilo niti iz tviti, niti iz nobena zativa, pač jezik nekako gre po lastni pot, in se moramo mi temu prilagajati, ne pa da rečemo zdaj, vsi morate govoriti standardno slovensko, zato da boste lahko uporabljali jezikovne tehnologije. Zdaj imamo še različna orodja, črkovalnike, servise, ki jih prav tako razvijate. Pa me zanima, mogoče malo provokativno, zakaj bi pravzaprav razvijali še vedno neke svoje te servise, če pa pravzaprav imamo v programu Word že črkovalnike, ki recimo da delujejo relativno dobro. Ja, v bistvu tukaj bi jaz izpostavil pač vodja naše raziskovalne skupine, dr. Simon Krek, je enkrat, mislim, da v enem intervjuju ali nekaj je izpostavil, da tukaj gre v resnici za jezikovno suverenost. A se nam zdi pač ok, da neka tuja firma v Ameriki, naprimer Microsoft ali pa Google, v resnici odloče, kako se bo črkovalnik za slovenščino uporabljal, pa kako bo noter vključeno, pa kako bo to funkcioniralo. Ali bi pač mi radi to razvili za lastne potrebe, oziroma da lahko vsak to uporablja, pa brezplačno. To pridejo problemi recimo tudi, kadar taka orodja, kot so razpoznavalniki govora ali pa črkovalniki, uporabljamo v malo bolj občutljivih situacijah, recimo pri zdravniku. Tu so osebni podatki, tu enostavno ne moramo reči, da bomo pa Google Translate uporabljati. Google te podatke zbira. Mi nucamo pol neke samostojne aplikacije, ki imamo nadzor nad njimi, in tudi čisto tako banalno, če pač Microsoft nekaj podčrtuje tam, neka beseda zaradi tega, kaj še ni slišal, naprimer da štihati, zakaj to je hud pa glavno. Nimam nič proti tomu. Pol je malo citno zdaj, da bomo mi pisali Microsoftu, alo, prosim, da date ta beseda noter, da ne bo več. Imaš še klikati? Ne, da sam klikneš. Ja, sam klikneš. Bilo pač fajn, da imamo mi nadzor nad tem, da lahko pol to naprej razvijamo. Ja. Tukaj še ena glavna stvar je kvaliteta, kaj je že prej omenila naslov Brtja, model, ki smo ga ustvarjali, se je pokazal, da lahko dosegamo veliko boljše rezultate, in to je v bistvu suverenost, kot si omenil, je nekako jasen odgovor v bistvu na prvo vprašanje, če želimo, da bo slovenščina preživela v digitalnem okolju, rabimo svojo infrastrukturo in svoje vire. Doktorica Rozman, še eno vprašanje za vas. Imamo tudi servis vejice, čudovit servis, tekst označite, skopirate in vam postavi vejice ali pa pravzaprav prečrta napačne. Glede na to, da poučujete slovenščino, me zanima spet nekoliko provokativno, pa se je potem pravzaprav še smiselno učiti vejice? Ne vem, zdaj imamo tudi ChatGPT, ki nam piše eseje, pa raziskovalna poročila, pa tako naprej. Zdaj, če sem večkrat radikalna, lahko rečem,
se lahko v resnici naše sporazumevanje prepustimo mašincam. Ne? In mogoče, če nisem tako zelo radikalna. No? Vprašanje je, zakaj vejce sploh uporabljamo? Jaz velikokrat dobim vprašanje, jaz namreč učim nejezikoslovce. Jezika, se pravi, tiste, ki pač jezik uporabljajo, bodo uporabljali za profesionalne namene. Torej, njih ne zanima, ne vznemirjajo tako stvari, kot nas vznemirjajo. Zakaj je to napaka ali ni, zakaj je napaka, wow. Pač treba jih je naučiti neke praktične stvari, da bodo lahko delovali, da bodo lahko učinkoviti pri svojem delu. In jasno sporazumevanje je en del tega, a ne brez, kaj ne rečem, učinkovitega sporazumevanja se marsikaj ne da narediti in del sporazumevanja je tudi jezik. In tam pogosto dobimo vprašanje, pa zakaj je to potrebno, zato sploh noben ne ve, da je napaka, noben niti ne opazuje in tako naprej. To so zelo pomembno vprašanje, mislim, to so čist realni pomisleki, o katerih se moramo mi jezikoslovci, ki se sprašujemo, kaj bomo počeli zdaj s tem, to didaktiko jezika spraševati. Zdaj sem šla zelo daleč. Jaz mislim, da se je treba še vedno učiti jezika, zato da mi razumemo, recimo, če pogledamo samo ločila nam pomagajo organizirati besedilo. Ločila pomagajo hitrejše procesiranje besedila, hitrejše branje, zato da ga potem tudi lažje razumemo in tako naprej. Vprašanje pa je, kaj bomo učili, na katerih stopnjah bomo učili in kako bomo učili. Tukaj se bodo pa stvari zelo verjetno zelo spremenile. Če smo spet majčkeno radikalni, lahko rečemo, ok, evo, lahko, vidiš, si me pokvaril s svojim načinom govora. Lahko rečemo, pravzaprav, če noben ne ve, ali ta vejca prav, ali ta vejca narobe, v resnici tudi ne rabimo mi tega orodja, ker potem lahko itak vse napišemo brez vejic, ali pa pustimo mašini, da napiše vse brez vejic. Trenutno, kam bo šla zadeva, kako bomo uporabljali to tehnologijo, jaz zelo spodbujam študente, da uporabljajo tehnologijo. Ozaveščam jih, kako si lahko z določenim orodjem pomagajo, kako si lahko z določenim jezikovnim virom pomagajo. In trenutno menim, da je vsa orodja, vire, da ta orodja in vire najbolje uporabljajo tisti, ki imajo dovolj dobro znanje. Tam se ne prepustijo, tako kot sem jaz prej ta svoj proces opisala, pa ste ga vi opisovali, tebi orodje pomaga, da hitreje stvari narediš, ampak samo orodje ni 100% zanesljivo in ne naredi nujno tako, kot si ti želiš in bi ti naredil. Mogoče samo, to zdaj pa ni raziskovalno, mi smo tukaj raziskovalci, ves čas govorimo o velikih bazah podatkov, ki jih nujno rabimo, da lahko posplošujemo, da lahko naprej razvijamo didaktiko, orodja in tako naprej. Tole bom zdaj stopila malo korak nazaj, v nek tradicionalni pogled, ampak trenutno še nimamo teh raziskav. Po ena moja izkušnja, študenti pišejo eseje na neke strokovne teme, morajo razmišljati, dobijo nek problem, ga morajo rešiti in tako naprej. In jaz kot jezikoslovka potem sodelujem s profesorji stroke, kot jezikoslovka pogledam, kako so stvari napisali, stilistiko, pravopisno slovnične zadeve, gradnjo besedila in tako naprej. In lansko leto sem se ukvarjala z bistveno drugačnimi stvarmi pri popravljanju, pri podajanju povratne informacije, kot sem se letos. Letos pa seveda učim jih podobne stvari, kako uporabljati vsa ta orodja. Lansko leto so bili bistveno manj spretni, zato ker je letos večina uporabljala ChatGPT, tudi za popravljanje in tako naprej. Kar se je pa pokazalo, ta besedila so bila v resnici bistveno slabša.
Ne, ni bilo treba toliko velikih začetnic popraviti, ni bilo treba toliko več tja noter napisati. Bile so napake na tistih ravneh, ki jih oni sami niso zaznali, tam, kjer so napake vnašale težave k razumevanju, skratka nejasnosti zaradi neustreznega navezovanja, zato ker ni bilo zdaj jasno, kje se zaključi misel, kje se nadaljuje misel. Če zdaj govorim samo o teh vejice na tej ravni napakah. Skratka, bile so tiste, ki niso tako nepogrešljive, in ki so bistveno bolj pomembne za razumevanje smisla besedila. Hkrati je bila pa težava še v tem, da so študenti prepuščali pisanje teh besedil o stvareh, o katerih oni niso razmislili. In je bilo tam cel kup nekih nonsensov, niso razumeli, krasno, lepo so se stvari slišale, ki so bile pa pomensko povsem prazne. Mislim, da tukaj bo treba didaktiko spremeniti, hkrati pa tudi menim, da brez znanja tega jezikovnega pač ne bomo mogli biti res kompetentni pisci in govorci ali, če rečem širše, udeleženci v teh sporazumevalnih situacijah, ki pa so del življenja, bodo in zelo pomemben del življenja. Jaz sem tak en brezveden primer, ampak recimo, če vzamemo, sigurno poznate ta fora, ki je že stara, ampak imaš ono recimo, ubiti, ne pomilostiti, smo res pripravljeni pač pol ta vejca prepustiti ChatGPT-ju, kam bomo pač postavili, na ta način se mi zdi pol, da je vse li dobro, da imaš sam neko znanje, ker pa da se zanašaš skucem na tehnologijo, ki je nezanesljiva in včasih tudi zelo fajn za halucinira. Recimo še en tak primer, popar izvetočen, je, da smo ChatGPT mi vprašali, če lahko prevede ene par stvari iz angleščine v slovenščino. In so bile zraven tudi neke take terminološke zadeve in mislim, da so bile neka vrsta ruž, latinsko imeniki, orhidaceje se mi zdi, kukavičevke se tu v slovenščini. In on reče, ja super, seveda znam prevesti tu za združenjakovke. In te besede ni encoder na internetu, v nobenih knjig, zmislil si je pač, ampak čisto suvereno trdil, tu so združenjakovke, pika. In seveda zdaj, če pač eden tu pobere in da notro besedilo, in neč ne pomisla, neč ne previje, tu je pač nesmisel. Tako da ta orodja je treba znati uporabljati pametje, ne samo zdaj, super, ChatGPT ga vse naredil. Ta prvi primer, ki ste ga omenili, mogoče ga vseeno kdo izmed poslušalcev ne pozna. A ubiti, ne pomilostiti? Ja, odvisno kam postaviš vejca. Ubiti vejca, ne pomilostiti, ali pa ubiti ne vejca, pomilostiti. In pa si mrtev. Mogoče, če gremo proti zaključku, kako je s primerljivostjo slovenščine v digitalnem okolju z drugimi jeziki, doktor Žitnik? Mislim, da smo popolnoma primerljivi z ostalimi, manjkajo nam sicer še ta kulturna orodja. Večkrat se pojavi mogoče kakšna miselnost, da imamo pa zelo veliko oblik primerjavi s kakšnimi lažjimi jeziki, ki imajo manj pregibanj kot je angleščina, ampak po drugi strani lahko za nekatere stvari to celo plus, da lahko mogoče jezikovni modeli ravno zaradi teh oblik kaj bolj sklepajo, seveda pa rabimo besedila in tehnologije, da lahko potem dosegamo enake stopnje uspešnosti kot ostali jeziki. Pravi, to pa je neka vrste težava pridobiti besedila. Tako, zaenkrat je to glavna težava, potem pa seveda še izgradnja pa stroški povezani s tem, ampak to upam, da bomo prebrodili, važno, da dobimo besedila. Doktor Čibe in doktorica Dobrovoljc, čisto za konec pa še, naše pogovore imenujemo alumniteka. Zdaj, jezikoslovci, računalničarji, kaj pravzaprav zdaj naredimo s to besedo? Kje bo? V korpusu trendi ste jo že zaznali, kaj se bo pravzaprav za to besedo začelo dogajati?
Ja, no, konkretno za Alumniteka nisem šel preverjati, ampak načeloma je tako, da če recimo, da zdaj imamo nek tak hipotetični scenarij, da tu postane nek splošni izraz za take pogovore in bojo vsi rekli, danes grem pa na Alumniteka, danes bom pa organiziral Alumniteka. Ne? Če se tu pač enostavno pojavlja v teh različnih besedilih, pol pride tudi noter v korpus in zaznamo, da je tu neka nova beseda. In vključimo v svoje vire. Jo vpišete, se vpiše avtomatsko, so to neka orodja, ki to naredijo? Ja, no, na tej čist površinski ravni, ne, recimo, da imamo v besedilih sam Alumniteka, v imenovalniku nič drugega. Imamo tudi posebej orodja, v bistvu v okviru tega projekta, ki je Slavko prej omenil, se pravi razvoj slovenščine v digitalnem okolju, smo razvili pregibalnik. To je programska oprema, ki v bistvu vzame ena taka beseda, naprimer Alumniteka, in strojno zgenerira vse pregibne oblike, se pravi vse sklone, vse števila, Alumnitekah, Alumnitekami, Alumniteko in tako naprej. Tu pa pol v bistvu gre v slovenski oblikoslovni leksikon, to je pa nek drug vir, ki vsebuje, mislim, v bistvu največji odprto dostopna zbirka slovenskih besed. Podatke o oblikah, izgovorjavah in tako naprej. Pa bi mogoče kaj dodala še? Ja, mogoče samo to, da enkrat kopajo v teh virih ali pa in se na teh virih nauči neka tehnologija, kot so neki ti slovnični označevalniki, lahko pa potem v vseh novih besedilih, ki se pojavljajo, to besedo uporablja ta tehnologija, to isto pač počne avtomatsko, namesto da se to zaznava, dela klipinge o Alumniteki in podobno. Zdaj pravzaprav vi ste rekli, seveda uporabljamo lahko to tehnologijo, zavedati se moramo nekaterih omejitev, da včasih je lahko kaj narobe, se pravi, več znanja imamo, bolj nam bo to koristilo. Zdaj me še pa samo zanima, dr. Žitnik, ali s tem, ko pravzaprav vse te tehnologije uporabljamo, ali pravzaprav tem tehnologijam tudi pomagamo, da se še naprej učijo in da so recimo potem še boljše? Odvisno, kako je tehnologija zasnovana pa narejena. V osnovi lahko teh besedil, ki jih uporabniki vpisujejo, podjetje, ki nudi storitev, ne shrani, lahko pa jih shrani. To se lahko potem uporabi, da lahko s tem pridobi dodatne učne podatke. Seveda je tukaj potem neko procesiranje ali pa ročno delo, ampak na tak način seveda lahko pride do večje količine podatkov. Tudi to je mogoče za omeniti, za angleški jezik so zdaj tej specializirani korpusi vprašanj in odgovorov veliki, recimo milijon, ampak veliko lažje je dobiti recimo na Amazonu veliko količino angleško govorečih ljudi, ki jim plačaš po nekaj centov, da odgovorijo na neko vprašanje ali pa da na neko vprašanje podajo več odgovorov. Zdaj, slovensko govorečih ljudi je manj, da bi si lahko privoščali prvič, če imeli ogromno denarja, drugič pa, da bi sploh lahko targetirali veliko množico ljudi, da bi nam pripravili korpus milijon vprašanj in odgovorov. Najlepša hvala vsem štirim. Naredili smo en tak lep krog od tega, kaj so mogoče, kaj pravzaprav počnete jezikoslovci, kaj počnete računalničarji, in dobili smo tudi neke vrste navodila, kaj lahko počnemo mi, ali moramo, lahko imamo slabo vest, če uporabljamo tehnologije, in kaj pravzaprav lahko dobrega, če jih uporabljamo. Tako da najlepša hvala vsem štirim. In aplavzi zaslužijo. Zdaj pa lahko še vi kaj vprašate, kar pogumno. Izvolite. No, ko je bilo že omenjeno, da imamo vse orodja, ki vladajo sklone. Me zanima, če bom jaz pri mojih skoraj 70 letih dočakal, da bom dobil odločbo o dohodnini, kjer ne bo pisalo zavezancu Janez Novak in bla 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 naprej. Če tudi tega niso sposobni v 30 letih, kar jaz produbiram te papirje, prej jih še ni bilo, v prvih 10 letih, da bi saj stavek tako formulirali, da bi bilo ime v prvem sklonu. Mislim, mi se pogovarjamo o visokih tehnologijah, ti mene mnogo bolj jezik, kot pa ti znesek, ki piše. Da bi vsaj informirali, Bi bilo mogoče to narediti. da se da sklanjati.
Čeprav pri imenih je včasih problem, ne, ker pol je težko včasih ugotoviti, ni enolično, kaj je v prvem sklonu. Ne. Ampak mislim, da za tistega, ki to dobi, pa to ni problem. Ja, in tehnologija in viri za to že obstajajo. To bi se dalo narediti, če bi bil na drugi strani nekdo, ki za to ve in se je pripravljen s tem ukvarjati nekje drugje kot v ekipah, s katerimi sodelujemo, se pravi tukaj, kjer to razvijamo. In zelo podoben primer, mogoče tudi s temi tehnologijami. Prej sem omenjala to vazo Artur, ki je zdaj res super za razpoznavo govora. In ChatGPT je pred par tedni omogočil tudi to, da ga lahko vprašamo ustno, in slišimo odgovor. In med jeziki, ki so podprti, mogoče mislim presenetljivo ali pa ne presenetljivo, ni slovenščina, ampak je bosanščina, bolgarščina, jeziki, ki so po vseh kazalnikih slabše podprti kot slovenščina. Ne? In ko sem spraševala, pa kako, zdaj smo vse naredili, zdaj smo dali ven vse te podatke in pod najbolj odprto licenco, pa je v bistvu profesor Šigonja, ki tukaj sedi, rekel, da je velikrat to stvar naključja, tehnologija, ko se implementira, odkupijo od nekoga, ki to razvija, jeziki, ki so tam, so velikrat po naključju, tako da največ je tudi za te stvari treba lobirati, pripraviti ljudeh, ozaveščati, promovirati, opozarjati. Mislim, mogoče bi bil še en problem, še vedno bi se lahko zgodila kakšna napaka, torej nekdo bi mogel ta imena v sklonih ročno preverjati. Mogoče bi koga bolj zmotil, če bi bilo napačno sklanjeno ime, kot če je zapisano v imenovalniku. Tako da mogoče vaša prva rešitev je bolj enostavno rešljiva. No, jaz sem to pred 40 leti pač prakticiral, ko sem bil direktor enega računskega centra v enem velikem podjetju. Nisem dopustil, da smo take papirje pisali. Ne? In smo zmeraj preoblikovali stavek, čeprav je včasih bila kvaliteta stilistično slabša, ampak je bilo vsaj to prav. Ja, se strinjam. Če vi ste dvignili roko, izvolite. Meni se zdi, glede količine podatkov predvsem, da tukaj bo slovenščina zmeraj zaostajala za drugimi jeziki, govorimo o teh raznih milijardah in vse to. In me zanima, če bo kakšen drug način, mogoče namesto teh jezikovnih modelov, da se bi na drug način to tudi dalo naučiti. Ne vem, čisto praktično, recimo, če je nekdo kot povprečen Slovenec, ali pa še tudi čez 50 milijard besed v svojem življenju, da se bo naučil na istem nivoju, ali bi mogoče kakšen drug pristop, pa uporabi tudi računalništvo. Ja, zaenkrat je to ta tehnologija, ki je popularna in se uporablja. Sicer tehnologija se je v zadnjih 10 letih že 2-krat, 3-krat zamenjala. Ne? Ko sem zaključil doktorski študij, so se uporabljale bolj statistične metode, potem neke druge nevronske mreže, potem zdaj mreže tipa Transformer. Mogoče čez čas pride še kakšna druga arhitektura, ampak zaenkrat je taka. Zdaj, ne verjamem, da bi slovenščina zaostajala, ker virov sklepam, da bomo imeli dovolj, samo moramo jih začeti aktivno zbirati. Problem je, ker se ni aktivno vlagalo v razvoj podpore računalniške za razvoj slovenščine v digitalnem okolju. To je bil šele ta zadnji projekt, s katerim se je zelo veliko naredil in zdaj upam, da se bo to nadaljevalo in da bo tudi ministrstvo prepoznalo, da mora biti neko stabilno financiranje, stalni razvijalci, ki skrbijo za to. Recimo, mislim, da smo pri tem projektu nas je bilo okoli 100 iz cele Slovenije, torej v bistvu vsi, ki delamo na jezikovnih tehnologijah. Če pogledamo potem, recimo samo na Stanfordu, je samo skupina za obdelavo naravnega jezika je velika 100 ljudi. Mi smo bili pa vsi iz Slovenije, ki se s tem ukvarjamo, nas je bilo recimo nekje 100. To so tudi razlike, ne samo pač problemi. Če mogoče, jaz bi sem še nekaj dodal. Ja, na enak način, recimo na češkem imajo pasivi inštitucija sam za češki nacionalni korpus. Se pravi, to je, kar bi pri nas imeli ločena inštitucija sam za logopeda. Tako da malo se sliši, da jamramo, ampak v resnici smo še kar tako podhranjeni iz tega vidika. In bi bilo treba več vlagati v razvoj teh virov, ker to je pač jezikovna infrastruktura na enak način, kot so ceste infrastruktura ali pa kanalizacija. No, čeprav...
že zdaj vlagajo isto kot v ceste in kompletno infrastrukturo. Ja, no, dobro, ja, no. Pač lih tako imamo probleme na vseh koncih, ampak ja, sem tesno izpostavil, da za primerjavo, ne. Pri nas se pač 10 ljudi tukaj ukvarja s korpusom hemofila, na Češki recimo pa ciljna inštitucija, ne. Mogoče v razmisleku, ja. Jaz bi rada se še navezala na prejšnje vprašanje in povezala s tem, s to težavo pridobivanja gradiv, virov, ki jih potrebujemo za gradnjo teh jezikovnih modelov in jezikovnih orodij. Ravno uradovalna besedila, popravna besedila, s katerimi imamo uporabniki velike težave pri razumevanju oziroma kjer opažamo zelo veliko napak, ki nas motijo, nas ne zanima tisto, kar je bistveno znesek, ampak nas razjari to, da naše ime ni pravilno sklanjeno, razumljivo. Težava je, da do tovrstnih besedil tako nekoč ni mogoče priti. Tovrstnih besedil nimamo v teh naših bazah in potem se seveda tudi ne razvijajo, neka orodja, ki bi jih lahko uporabljali za te namene. Se izobražuje na klasičen način, seveda ljudi je treba izobraževati, prav je, ampak dejstvo je, da ravno ta besedila so v veliki meri zelo avtomatizirana in bi lahko določene stvari prav s pomočjo teh orodij brez težav izboljšali. Lahko bi rešili težavo sklanjanja tujih imen, ne samo tujih imen, tukaj je, ko začneš tisto učiti, pa se vprašam, pa zakaj je treba to naučiti, ker moram jaz tudi vsakič pogledati, ravno take stvari bi lahko reševali, ali pa ponudili drugačne obeseditve, pripravili vzorce, ki se jih potem uporabljajo in se uradnik ukvarja samo s tistimi stvarmi, ki so vsebinsko v tistem trenutku pomembne. In se zadeva potri, rezultati so lahko boljši, ampak težava je, da zaenkrat imamo tukaj še veliko dela. Tekst je težava, teh, ki pišejo. Ja, tudi pa ne samo za... Ja, pa ne samo zavest, danes je v resnici tudi čas in te časovni pritiski so zelo veliki. Sama pri sebi pa sem ozaveščena piska, pa sem jezikoslovka, se mi zdi, da znam dobro pisati, ampak se mi tudi pri službeni profesionalni komunikaciji marsikdaj zapiše kaj takega, kar mi ni v ponos, ravno zato, ker naredim na hitro, ker nimam časa preveriti, ker se mudi, ker moram že to pa to narediti, drugače, pač ne bom prišla skozi dan. Tako da je in eno in drugo. Izvolite. Najprej, kolegi, čudi me, da ste razvijali, če sem vas prav razumel, razvijali stvar, ki obstaja že 25 let. Jaz vem, da obstaja v letih 90-ih, v začetku 90-ih let. To je ta pregibalnik. A Mebis je to naredil, ne vem zdaj. Ne vem, ste ga uporabili, ste ga integrirali, ali se vam je sam zarekla, pa sem jaz narobe razumel. Prosim? Ne, mislim, pa je pod odprta licenca. Vprašanje je, zakaj nekoga, ki te stvari razvije, zakaj ga ne potegne. Vse tudi kolegi za Mebisa so bili zraven pri tem projektu. Zdaj, prva stvar je, da je bilo to narejeno drugo tehnologijo, bolj ali manj na podlagi pravil. In tukaj tehnologija, ki se uporablja, so bili jezikovni modeli, ki so bolj pravilni in lahko splošno uporabljeni v primerjavi s tisto tehnologijo. Druga stvar je pa tudi to, da tista zadeva ni bila odprta. To, kar je bilo tukaj razviti, je vsa orodja so popolnoma odprta, izvorna koda je na voljo, vsi viri, ki so bili tukaj razviti, so odprti in lahko kdorkoli uporabi. Tako da, zakaj so tudi viri pomembni? Recimo, če bi enkrat želeli, da Volkswagen, BMW, Audi ponuja vozila, ki se znajo pogovarjati slovensko, morajo imeti dostop do teh virov, ker bodo lahko z enako tehnologijo sami razvijali modele. Tako da, ni da ne bi poznali tistega pregibalnika, tudi kolegi z Mebisa so bili zraven, tako da to je bil razlog. Druga zadeva, noben od vas ni omenil, po moje, enega izmed največjih korpusov, ki je pa dokazano kakovosten in dvojezičen, to je baza slovenske zakonodaje v
zakonodaje Evropske unije in tako naprej. To je zadeva, ki jo imate takole zastonj, noben je ni umel, mogoče jo uporabljati, ampak to je zadeva, ki je zelo natančna, jaz sem jo uporabljal, kadar je bilo treba tudi za terminološke zadeve in tako naprej. In, mislim, da je nekdo tle v Sloveniji te stvari veliko počenil. Zdaj ne vem, mogoče ste stvari uporabljali, ampak ravno to, kar ste vi omenili, ne, pravni jezik, to je točno pravni segment, ki je izjemno dobro narejen. Ja, en del, seveda, se imamo tudi korpuse jezikoslovci, kot mislim, ravno ne, Eurokorpus recimo tudi, pa pač seveda vsa ta baza, ki je dostopna, ja, seveda. Mislim, jaz sem jezikoslovka, a ne bolj gledam z tega stališča uporabnega in kako te stvari analiziramo. Vse to se uporablja pri analizah, pri pisanju in recimo ne, še stališča ozaveščanja pri študentih, vse te vire se jih pošilja. In sedaj navodila, ko pišete, poglejte, tam imate stvari vzporedne. Ja, obstaja, poznamo, ozaveščamo. Ja. Mislim, da tudi, to mogoče Slavko boš ti vedel, da zdaj strojni prevajalnik, ki je bil razvit v okviru RSDO, tudi učil na tem korpusu, ne? Ja, tudi pa tam je bilo tudi kar nekaj težav, v bistvu niso vsa besedila kar direktno uporabna, ne. Čeprav imamo pač zakonodajo, pa je v več jezikih, je treba za prevajalnik ta besedila poravnati, da imamo stavek. Poleg tega mora biti tudi potem korpus, ki ga damo modelu za učiti, mora biti nekako uravnotežen. Ne samo, da ta besedila uporabljam, ampak tudi kakšna druga besedila. Tako da ja, tudi to smo uporabljali. In imamo tudi na fakulteti celoten korpus, kar ga je možno dobiti. Še zadnji bo neko vprašanje. Ja, izvolite. Malo po tistem, ko se je pojavil ChatGPT, se je pojavila dilema, da ker se uči iz besedil, ki so jih naredili ljudje in različnih virov, da bo vedno več besedil nastalo, ki bojo nastala na umeten način, torej bo ChatGPT naredil, tako kot ste tudi prej opisali, da se težava pri študentih spreminja iz tega velike začetnice in vejice, ampak v bistvu nesmiselna vsebina. Kolikšna je nevarnost, da bo ChatGPT in podobni jezikovni modeli vedno bolj dobivali input iz samih sebe oziroma iz podobnih virov, kot so oni sami, in se bo v bistvu ta nabor, iz katerega se učijo, v resnici zmanjševal oziroma se bo kvaliteta tega zmanjševala. In me zanima, kolikšna je nevarnost oziroma realnost te dileme. To je vprašanje. Raziskovalci se tudi ukvarjamo s tem, da poskušamo graditi nove specializirane korpuse s pomočjo jezikovnih modelov, pri čemer potem rezultate, ki jih dobimo, se jih dodatno še očisti, pregleda in tako naprej. Tako da je tukaj tudi orodje kot pomoč. Druga zadeva pa, če bi se zdaj pojavila ogromna količina besedil na spletu, ki bi se potem spet zajemala za gradnjo novih modelov, ne? Tudi zdaj, ko se te modeli gradijo, ne grejo kar vsa besedila iz spleta za gradnjo modelov, ampak se potem ta besedila tudi obdela, prečisti, odstrani duplikate in tako naprej. Pogleda, da so različnih tipov besedila in da so res kvalitetna, da se jih uporabi. Zdaj, lahko se zgodi, da bodo sčasoma besedila slabša, to bomo videli, ampak tudi do zdaj so bila orodja, ki so nam generirala besedila, recimo kakšen spam in tako naprej. Zdaj bodo mogoče še malenkost bolj avtentična, vprašanje pa je, do katere mere se bo pač to uporabljalo v praksi. Mislim, ker kot je opisal prej kolega Čebej, si je ChatGPT model izmislil ime za neko orožje, ki mogoče nepozoren bralec bi rekel, super, zdaj vem. In čisto pomoč je izmislil še milijardo stvari, za katere sploh ne vemo, pa verjetno tudi v drugih jezikih. In če to naredi enkrat, dvakrat, mogoče ni problem, če to naredi 100-krat ali v 100 različnih primerih, bodo nastajale besede, človek ne bo vedel, iz kje so. In bodo to v resnici postavljale nove besede, brez znanega izvora in v resnici tudi brez znanega pomena. In tudi ta dilema se mi zdi na mestu. Izvoli. Mislim, jaz bi samo dodala, da se o tem jezikoslovci veliko pogovarjamo. Tudi nas zanima, zdaj se formira čisto ena nova oblika jezika, o kateri v bistvu resnici ne vemo, kako nastaja čist. Niti ne vemo,
a je res to zelo podobna naravnemu jeziku, kot mislimo, da je, ali pa nam na prvi pogled zgleda. Tako da absolutno ja, bo to eno zelo zanimivo področje novih raziskav. Se mi zdi to, kako se zdaj to oplaja. Če so napovedi res pravilne, da že čez nekaj let bo mogoče večina besedil tvorjenih vsaj delno s pomočjo te tehnologije. In hkrati pelje pol to razmislek tudi naprej, kako bo potem, če bo to ta naša nova pisna besedila, ki jih bomo brali, študirali, gledali, bili obdani z njim, kako bo to vplivalo potem na to našo jezikovno zmožnost, o kateri smo prej govorili. Mislim, absolutno ne vemo, je treba raziskati in je pa res en tak prelomen trenutek tudi za jezikoslovje. Izvolite. Če se lahko navežem na prejšnje vprašanje, najprej se moram upravičiti, ker slovenščina ni moj materni jezik, mogoče ne bom to standardno. Kolega, ki je omenil v bistvu umetno ustvarjanje novih besedil v bistvu, ChatGPT, v bistvu to zdaj sem ugotovil, da veliki jezikovni model je uraden prevodlač English model v slovenščini, to, kar sem slišal, ampak sem s ChatGPT-jem dobil na moj vprašanje, ko sem si pomagal s to orodje, za prevodlač English model, parkrat je bil pač pobuden kot prevod jezikovni vele modeli. In potem sem šel razmišljati, mogoče, zakaj je tako, ali je to pravilni prevod ali ne. To je najbolj neka umetni prevod, ker do takrat ni bil srečana ta beseda v nobenih korpusov. Meni se je bilo logično, zaradi tega, ker recimo, če naredimo analogijo z Big Data, kako Big Data je prevedena, to so bele podatke, ne pa masovni ali veliki podatki. Tako da zdaj vprašanje je, kako se vam zdi ta umeten prevod Large Language Model strani ChatGPT. Ja, ne vem, če bo narekoval terminologijo, ki jo bomo uporabljali, najbrž se bo tole znotraj te hiše moralo zgoditi, ali pa ne. Po par velikih, ne vem, ni Slavko. Mislim, prevod je sigurno zanimiv, tako kot ste ga opisali. Zaenkrat se uporabljajo veliki jezikovni modeli, ko je preveden, tako se nekako tudi raziskovalci zaenkrat strinjamo glede tega, ampak lahko se pa to prilagodi. GPT je to ponudil. Še izvolite. Torej, v bistvu, prej, ko smo govorili o jezikovni suverenosti, da se potem te baze več vlaga v to. Pa mogoče tudi, pač smo rekli, da ne bojo tuje veme narekovali tako v naš jezik delo, ampak da gre pa mogoče v drugo smer. Da bi tudi mogoče reče na izmed teh problemov, da na podlagi teh podatkov, ko se izberejo, da se potem to naveže stik s temi firmami in da se jim reče, to bi radi, da se uporablja kot podlaga za nešto. Točno tako, če imamo vire, potem lahko tudi te vire uporabljajo drugi. Vse vire, ki jih imamo, smo odložili v Clarin repozitorij, to je del infrastrukture na nivoju Evrope in tudi pojavljajo se iniciative, ki zbirajo vire posameznih držav in zdaj imamo možnost, da dejansko tem iniciativom ponudimo vire v enakih formatih, kot so razviti tudi za druge jezike. In na tak način potem tudi lažje vključijo večji del slovenščine, ne samo recimo manjka 1% za jezikovni model. Se pa strinjam, ravno s tem poudarkom, da ni mogoče dovolj, da se ustavimo tam, da jih naložimo nekam, pa nekako upamo, da jih bo nekdo opazil, ampak pa da v zakon zapišemo, da jih morajo uporabljati, ampak da res vložimo tudi v promocijo, v lobiranje in ne vem, pač nek doseg teh skupnosti, ki mogoče ne spremljajo teh repozitorijev in podobno. Mislim, da njena znanost. Ja, ali pa morajo tudi znanstveniki se tega naučiti. Izvolite. Pa mogoče to, kar je pomembno kot nevarnost, ki se tudi meni zanima, ampak po drugi strani si sam doma kar posebno zmišljuje. Pa v moji družini jih razumejo, drugi pa ne. Zdaj, ali je ta proces v redu, ne, se bo to, ki je širše prijelo, ne, to je druga stvar. Ampak če so v zadnji ti kognitivni procesi, ki jih kljub vsem znanju še ne poznamo dovolj,
taki, da jih lahko nek tak model ali le nekako zazna, čeprav ne vemo kako, ko bi rekel kot primer nedeterminističnega stroja, pa determinističnega, ko rešitev poznaš, enostavno, kako do ne pride, pa ne veš. Ne? Da tak model, vsemu po nekih pametnih in narekovaji logičnih pravilih sestavlja in besede nove in novo slovnico. V tem kontekstu bom rekel, kot mogoče bolj poznam te programe, ki so za igre, za šah, recimo. Kot je profesor Bratko začel pred davnimi leti in tako naprej, ko ni nihče verjel, da bo računalnik premagal človeka, danes je pa to že normalno, ampak dejansko se ti programi zelo veliko naučijo iz iger, ki jih igrajo sami s seboj. Tako kot recimo, če bi besedila neko tako orodje kreiralo in bi ga potem v drugi fazi imelo pa za svojo bazo učno, bi ga ustvarilo kot, dalo kot del korpusa. Mogoče bi bilo tudi pozitivno v tej smeri. Seveda bi pa lahko šlo pa v smer divergence. Ne vem, mogoče še pa do vprašanja. Zdaj, jaz teh modelov ne poznam veliko, ampak vem, da mi hčerka zmeri prav, ker prosim naj angleški prevod, če kaj napišem, vse mi poprav in zmeri ga boljš naredi, kot mi vsi spellcheckerji, pa pol Google in tako naprej, pa sam, naredim, zmeri ga zna izboljšati. No in zdaj zadnje čase mi pa zmeri prav, pa dej se imaš orodje, dej ti bože, se ni treba ti napisano, ti napiši uvod, ti ga bo pa izboljšal. In to bi bilo mogoče, a je kakšna ocena za danes, pa mogoče vsaj za angleščino, če ne za slovenščino, če bi napravili neke vrste modificiran Turingov tekst. Ne, da bi se v konverzaciji pogovarjal, vprašal, dobil odgovor in tako naprej, pa bi ugotavljal, zadaj človek ali računalnik, ampak bi bilo enostavno vprašanje. Napiši esej o tej in tej temi. Potem bi pa dobil esej in ali bi bil sposoben danes se odločiti ali pa s približno kakšno verjetnostjo, če mislim, to karkoli v tem rečete, to je tekst, ki ga je človek napisal, to je tekst, ki ga je recimo neko orodje pač umetne inteligence napravilo. Ja, v bistvu, jaz nisem komentiral, da po mojem prejšnji dan mi je na YouTubeu predlagalo en video, kjer je bila ena učiteljica angleščine in je v bistvu na slip pobrala te eseje in ni videla, kire je napisal ChatGPT, pa kire so napisali dejanski študenti. Tako da je šla pol skozi tiste spise in pol malo cenovala, pa reka, tukaj je malo sumljiv, ne vem, če bi se človek na ta način izražal ali ne. In na koncu je v resnici ocenila lih obratno. Se pravi, da tiste, ki jih je napisal ChatGPT, je rekla, da so študenti in obratno. Tako da tu, po mojem, je zanimivo preveriti, narediti ena taka malo obširna analiza, koliko sploh lahko prepoznamo pač človeški uporabniki, kaj je strojno zgenerirano, kaj pa dejansko človek ne vidi. Ja, svakega ti. Zdaj, glede še teh Turingovih testov, ravno 2 dni nazaj sem videl en članek, ki je v bistvu primerjal več jezikovnih modelov pa doseganje nivoja Turingovega testa, morda prilagojenega, ga imam še na zalogi, da ga preberem, ampak s tem se tudi ukvarjajo, da preverjajo in testirajo jezikovne modele. In hkrati se tudi ukvarjajo s tem, kateri testi so sploh primerni, smiselni, da preverjamo jezikovne modele. So tisti testi, Turingovi testi, pa testi, ki so bili do sedaj zasnovani, sploh ta pravi smiselni, ker potem se hitro spet pojavi, kje je tako, kot ste sledili, da imamo splošno umetno inteligenco in tako naprej, ker po moje bo še nekaj časa trajalo, da se bo kaj takega zgodilo. Če lahko jaz samo komentiram to vprašanje, v bistvu je nekaj takega razstav je že bilo narejenih, sicer smo ljudje precej slabi temu ugotavljanju, kaj je napisal stroj, pa kaj je napisal človek. So pa seveda modeli, veliki jezikovni modeli, veliko boljši pri tem ugotavljanju. Dejansko glavne razlike, če jih razložim, so recimo v tem, da so ti veliki jezikovni modeli so jezikovno bolj precizni, uporabljajo več členov, recimo v angleščini. Skratka, pišejo nekako bolj formalno kot pa ljudje. Razen seveda, če pa imamo instrukcije, da pišejo manj bolj formalno.
Jaz sem, na primer, če smem, naredil en test, en svoj angleški test, ki sem ga napisal v svoji angleščini, ne, sem poslal čez ChatGPT, je bil tekst neprimerno boljši, ne moram reči v vseh elementih, ne, ampak tekst v celoti je izboljšal. Na drugi strani sem pred 3 tedni objavil en članek na enem kongresu, ker sem svoj članek napisal v slovenščini in ta isti članek sem dal samo kazalo v bistvu, sem dal ChatGPT-ju in sem ga prosil, napiši mi iz tega članek, ki bo imel 17 000 besed, ker je bilo med 15 in 25. 17 000 besed. Je prišel nazaj, zelo skromno, ne je bilo 5000 besed, se rekel, ponovi še malo, 2-krat, 3-krat je prišel nekih 6800 in še nekaj talcev. Se pravi, človeka ni dosegel, moram povedati, da tema je bil narativ, to se pravi moja osebna izkušnja in je seveda ni mogel dobiti drugače. Tisti del, ki je bil pa metodološki, ne, sem pa navedel avtorje, samo avtorja in letnico, ne, iz teksta, je on našel prave referenčno listo, tole je sam generiral, ne, in je bila pravilna, razen enega ni poznal. Če rabijo ti modeli, da pride. A ste se že kaj igrali s tem, da popravljeno besedilo, izboljšano besedilo, ponovno vnesete, pa rečete, zdaj pa to popravi in začne popravljati nazaj v tisto, kar je prej popravil, kot slabšo varianto. Tako da... Dobite popolnoma drugo verzijo. Ja. Moš poporcionirati. Vi bi si bili primerjati s listo, ti vzame toliko časa, koliko če ne sami. No, precej, ja. In v končni fazi se vi odločite, katero besedilo boste poslali naprej. Avtor, ne. V končni fazi ste vi odgovorni za to, kaj sporočate in za svoje izbire, čeprav vam jih je ponudil. No, objavili so mi oba članka, ne, šlo sem prosil. Čestitka. Na konferenci sem pa dal, sem rekel, bom uporabil metodo kritičnega evaluacije kolegija ChatGPT, ki sem malo primerjal, da sem te stvari povedal, tako zanimivo. Jaz sem pa moral pred kratkim podpisati izjavo, sem tudi en članek poslal, da sem uporabljal teh orodij, ne. Izrecno sem moral to potrditi. Orodij? In takrat sem se vprašal, kaj pa če lažem, ne. A so oni sposobni to ugotoviti ali ne? To so hipotetično vprašanje, ne. To je za vas vprašanje. Zelo pomembno. Do neke mere, odvisno. Odvisno, kako uporabite, do neke mere se da ugotoviti, ampak tudi ta ugotavljanje ni 100%. Mene, ko sem hipotetično zanimalo, ne. Tisto sem moral pisati, in mene tam urodja, se po imenu že poznamo, da uporabljal ga nisem, ne. Jaz bi se vrnil k korpusu nazaj. Če sem prav razumel, potem se korpus gradi na novejših besedilih. In opaziti je, da slovenski jezik postaja vse siromašnejši, kar se izrazja tiče. Zakaj se ne vključuje starejših besedil? Sej vem, da so tam oznake zastarelo pa tako, ampak vseeno je bilo bogatstvo, pestrost tistega besednjaka, mislim, da večja kot sedaj, lahko delno uporabljam tudi pri prevajanjih tistih besedil, pri katerih se že kar evidentno vnaša anglicizme ali pa druge prenesene tuje besede. Mogoče najprej, če se strinjate, da je bil včasih jezik bolj bogat. Jezik je zdaj drugačen. Vse sorte je v sodobni slovenščini, česar v nekdanji slovenščini ni bilo. In korpuse imamo različne, zelo različne, ki jih potem uporabljamo za različne namene. Če nas zanima sodobna slovenščina, potem pač gledamo besedila, ki nastajajo v sodobnosti. V tem smislu, ne vem, kaj bi s tem pridobili, če bi bili v nek korpus sodobne slovenščine vključena starejša besedila, oziroma vse to imamo podatke, kjer so stvari zbrane. Še ti kaj povedano? Jaz sem samo hotela dodati, da imamo tak korpus starejše slovenščine, obstaja kot specializiran, ločen korpus, tako kot imamo za spletno in za vse druge
domene, ali kako bi rekla. Tako da tudi tam so besedila, mislim, da od 17. stoletja, 17. do konca prve svetovne vojne. Velika luknja zeva pa med tem obdobjem in osamosvojitvijo, kjer je pa tudi zelo, mislim, bi bilo zelo zanimivo to imeti dokumentirano in uporabljati in raziskati. Na vprašanje, ali je jezik bil včasih bolj raznolik ali pa ne, bom pa kot korpusni jezikoslovec rekla, da ne vem, dokler ne vidimo podatkov. Mislim, bi bilo res zanimivo pogledati število različnic, kar ene stvar dveh klikov, da neko tezo postavimo in začnemo raziskati. Jaz bi samo še dodala, ko smo dobili korpus Janes in ko smo začele delati raziskave iz spletne slovenščine, a ne s predpostavko, da je to daleč od standardnega jezika in tako naprej. In ko so bile raziskave, recimo marsikaj od tega je bilo ovrženega, a ne te predpostavke, ker se je izkazalo, da če gledamo recimo samo upoštevanje standarda, da je v tovrstnih besedilih tega upoštevanja bistveno več, kot smo si mi predstavljali po občutku. Kar nekaj tudi govori o tem, zakaj pravzaprav potrebujemo standard, da lahko se pisno sporazumevamo, da se razumemo. Nastala bo seveda velik premik v jeziku. Če gledate recimo pretežnikov slovensko-nemški slovar, ima niz slovenskih besed, ki so iz področja kmetijstva. Zelo natančni izrazi, ki jih danes ne uporabljamo več, imamo traktorjev in nima več bil pa grabelj, po domači rečeni. Premik v jeziku je in klikali nismo še pred 30 leti, danes klikamo. Družbena realnost je precej drugačna, kot je bila. Tehnologija raste, družbeni. Ampak po steku pa ni dosti razlike. Če sem prej razumel, da je v slovarju slovenskega knjižnega jezika okrog 100.000 besed, mislim, da je v Preteršnikovem tudi nekaj tasga. To na pamet govorim, ampak imam tako v spominu, nisem prepričan. Jaz tudi ne vem natančnih številk, vsaj ne glede Preteršnika. Je pa, nekaj sem hotela povedati, ne vem. Mislim, da smo že predolgo časa tukaj. Ja, to sem hotela povedati. Noben slovar ne vsebuje vsega, kar v jeziku obstaja. Tako da so te primerjave so zanimive, ne povejo pa vsega o tem, kakšen je bil jezik včasih in kakšen je bil danes, zagotovo pa ne o bogastvu jezika. Po mojem mnenju. Premika pa razvija vsekakor vse, ampak samo obseg je pa vprašanje, če je res bogatejši. Se bi tudi skoraj strinjal, da je bolj reven včasih. Če bodo pa še te avtorske pravice omejevale to učenje teh, rečemo, orodij, potem bo pa še večja stiska s takimi dobrimi besedili, razen s tistimi res starimi, ki so že potekli. A mogoče za projekt Gutenberg veste, koliko je tam besed slovenskih? Ne, smo pa zdaj v bistvu, kot bi rekel, eni taki faz, ko zbiramo korpuse, tako smo načinov, mislim, za koncev, zato da bomo pač lahko razvijali modele. In po mojem naslednji teden vam lahko odgovorim na to vprašanje. Kje se dobimo? Kar sem to reči je, da glede teh besed, besede tudi rotirajo v jeziku. In zdaj, če rečemo, da se revnejše izražamo ali pa nekaj, lahko pogledamo recimo to besedišče, ko smo ga uporabljali med pandemijo. Pa smo imeli koronavirusem, prej tega ni bil, post-coviden, protikoronski, mislim, ogromno nekih izrazov, ki smo si jih pač izmislili na licu mesta, zato ker smo jih pač nocali, ampak vprašanje, če jih bomo, upam, da jih ne bomo več nocali, vsaj v nevratni mir, kot smo jih takrat. In tu pač zgine zaradi tega, ker tu ni več naša družbena realnost. In tiste stalne besede, ki jih pa pač uporabljamo, pa se najmanj spreminjajo. Ampak problem je tudi tu, da mogoče zdaj gledamo
tiskane slovarje kot neka taka referenčna, kako bi rekel, referenčni vir. Ampak tam so bile odločitve veliko zelo pragmatične, da enostavno nisi imel dosti plata na papirju, da bi natisnil vse te besede noter. Zdaj, ko imamo pač digitalne zbirke, pa digitalne slovarje, pa te omejitve nimamo tukaj. Ne? Recimo Slolex, kot sem naprej omenil, pač slovenski oblikoslovni leksikon, najnovejša verzija ima 365 iztočnic. In so noter tudi razne take eksotične, liofilizacija, neki. Tudi zelo specifične zadeve, ki jih mogoče v teh splošnih slovarjih ne najdemo. Tako da nimamo več, tukaj je prej gospod rekel, nimamo več izrazov za 100 različnih vil in pa hrabl, ampak imamo pa ogromno izrazov pa za koronaviruse in take zadeve. Ne vem, če jih se kar strinjam izkaja, da je treba najprej... Sem opredelila. Da je treba najprej pregledati. To s tem se strinjamo. Če ni več vprašanj, se vam bom najlepše zahvalila. Najprej za pogovor, potem pa pravzaprav za vse odgovore. Vam pa za to, da ste pravzaprav prišli, da ste vztrajali do konca in za vsa vprašanja. Hvala lepa in lep večer še naprej.